Lepo pozdravljeni na letošnjih prvih e-minutkah. Lansko leto smo videli, kako so vam e-minutke všeč, kako ste se jih radi udeleževali, kako ste radi spremljali avtorice, ki so vam pripovedovali, kako one oživljajo Nandeta v svojem razredu, v svojih učilnicah. Zato smo se odločili, da bomo s temi e-minutkami nadaljevali tudi letos. Začenjamo danes z matematiko, lani smo končali z matematiko, letos začnemo z matematiko, potem pa bomo nadaljevali tako kot lani, en mesec matematika, en mesec poznavanje okolja in en mesec slovenščina. Veseli smo, ko vidimo, koliko se vas je že odločilo in vas v razredu uporablja komplet Moj Nande, in upamo, da se bo Nandetova druščina čim hitreje, čim bolj razširila in da bo čim več slovenskih učencev poučevalo po teh kompletih. Nande je postal pravi gusarski papagaj in že obiskuje slovenske šole. Maskota Nandeta hodi po šolah, nekateri ste ga že povabili v svojo sredo. Lepo je videti odzive učencev, odzive učiteljev, ko Nande pride, ko z Nandetom zapojejo Nandetovo himno, ko se z njim pogovarjajo, ko mu pripravijo svoje izdelke in dajo stvari za spomin. Res lepe izkušnje za Nandeta, njegove spremljevalce in predvsem za otroke. Mislimo, da je to res nekaj nepozabnega in upamo, da se boste tudi drugi odločili za to, da povabite Nandeta v svojo sredo. Nekateri ste opazili, da smo v preteklih 14 dneh prišli na nov portal, spletni portal e-šola.mk. Pomeni, da smo portale Učim se, Učimte in e-učbeniki združili v en portal. To smo naredili zato, da boste lažje dostopali do vaših interaktivnih gradiv. Zdaj imate na enem mestu zbrane interaktivne naloge, ki jih lahko rešujete z učenci. Potem na istem mestu z isto prijavo so zbrani interaktivni učbeniki, na katerem lahko z učenci rešujete noter in prikazujete na tablo to, kar oni delajo v zvezkih. In bo zdaj delo z interaktivnimi portali precej lažje, čim premagamo te začetne težave, ki ste jih nekateri imeli pri vpisu. Tako da tistim, ki ste se s težavami soočali, se opravičujemo in se vam zahvaljujemo za potrpežljivost. Tisti, ki ste uspešno brez težav prišli na nov portal, smo zelo veseli. Čakamo pa še vse druge, da se boste priključili na ta nov portal, prenesli svoj račun na portalu, kamorkoli pridete na Učim se ali na Učimte, dobite navodila, kako prenesete račun na nov portal in potem lahko vse uporabljate na enem mestu. Če bo imel kdo težave s tem, seveda pa naj se oglasi, pa bomo pomagali, da uspešno prenesete in lahko gradiva potem uporabljate v razredu. Kot sem že rekla, smo lani e-minutke zaključili z matematiko, letos z matematiko nadaljujemo in glede na to, kakšno vreme je, kako lepe sončne dni imamo zdaj zadnje dni spet, smo se odločili, da bomo nadaljevali s temo lanskega leta. Lani smo zaključili s tem, kako se matematika učiti na prostem. In danes vam bo Petra Erjavec, soavtorica gradiv za matematiko, ki uči na osnovni šoli Alojzija Šuštarja, povedala, kaj se je ona v svoji učiteljski poti naučila. Zelo veliko se izobražuje na temo, kako učiti otroke na prostem, ne samo pri matematiki, pri vseh predmetih. Udeležuje se mednarodnih izobraževanj na to temo in že kar nekaj stvari je se naučila, spoznala in tudi preizkusila v praksi. In danes jih bo delila z vami. Jaz res upam, da ostane tole vreme lepo še toliko časa, da boste stvari, ki se jih boste danes spoznali, lahko potem preizkusili tudi v razredu, na prostem, in da boste izvedeli čim več koristnega in uporabnega. Medtem, ko boste poslušali, ste seveda vabljeni, da napišete svoje vprašanja ali v chat ali v questions and answers z našo strokovno svetovalko Simono. Vam bova na njih poskušali odgovoriti že vmes, na kakšna takšna, ki bojo pa večja in namenjena več in ki bi bilo fino, da vas več sliši odgovor, jih bomo pa tudi potem na koncu s Petro odgovorili v živo. Zdaj pa Petra, lepo vabim, da kar ti, lahko še pokažem slikce prej, prav. Sem slikce pripravila in medtem, ko sem govorila, pozabila slike naprej premikati. Velikih nimam, lahko si jih pa ogledate še več slik na Facebook strani, na profilu Učimte, na portalu Učimte, ki je namenjen učiteljem in učiteljicam, ali pa tudi na Nandetovem portalu, tudi Nande ima svoj profil na Facebooku oziroma skupino, pa si lahko tam ogledate, kako hodi po Sloveniji in kaj vse je že učencem pokazal in kako so se imeli fino.
Petra, zdaj pa res vabim tebe, da nadaljuješ. Ja, lep pozdrav. Jaz torej sem Petra Erjavec, prihajam z osnovne šole Lojzija Šuštarja, kjer sem se z Nandetom prvič srečala lansko leto, kar v dvojni vlogi, kot učiteljica v 2. razredu, ko smo prvič zagrizli v Nandeta dvojko in kot soavtorica Nandeta v 3. delu. No, tako da danes bo vezano tole, v bistvu te dejavnosti, ki jih bom predstavila bolj na matematiko 3, ampak pri vseh teh dejavnostih se v bistvu lahko zelo hitro vidimo, da jih lahko uporabimo, malo prilagodimo in jih lahko uporabimo tudi pri drugih predmetih, ne samo pri drugih razredih. Zdaj tole lepo vreme, jaz sem dolgo časa bila prepričana, da poučevanje na prostem je zelo dobro v vsakem vremenu. Zdaj nekaj časa je to prepričanje obveljalo, potem ga je malo zamajalo. No, ampak kot je bilo omenjeno, sem šla na kar nekaj izobraževanj. Naša šola se zgleduje po skandinavskem modelu, kjer so pričeli s tem uvajanjem pouka na prosto in tam sem se lahko pri 5 stopinjah, sicer je bilo to res avgusta, ampak smo imeli ravno tak slab teden, prepričala, da se da res poučevati na prostem v vsakem vremenu in da to največkrat zmoti odrasle, zelo malokrat pa to zmoti otroke. Tako da zdaj se poskušam sama sebe prepričati in potem, ko enkrat štartamo, tudi če je malo slabše vreme, so rezultati prav tako v redu. Tako da mogoče samo, da tole pripravim. Takole. No, Nandeta smo torej letos preselili v 3. razred za današnje srečanje. Zdaj mogoče za začetek nekaj o pouku na prostem. Da nisem čist teoretik, so tele slikce od danes, no, tako da tudi danes smo imeli 3 ure pouka na prostem. Učenci se tega zelo hitro navadijo, prav tako, da pač kdaj so sicer mokri pa umazani, pa potem se naučijo, da bodo naslednjič prinesli boljšo opremo, pa ugotovijo, danes ni bila najboljša, ker je bilo res blatno, tako da tisti, ki so imeli škorne, so kar tekli potem nazaj, ampak pouk je vseeno bil zelo uspešen. Učenci se hitro navadijo tega dela in potem vsi ti moteči dejavniki, ki spremljajo lahko tudi pouk na prostem, so zelo hitro zanemarljujoči. Pouk na prostem je sicer, ima zelo enostavno definicijo, da je to organizirano učenje, ki poteka zunaj šolskih stavb, tako da ni potrebno, da imamo za to vrhunsko učilnico v naravi. Lahko izkoristimo šolsko dvorišče, šolski vrt, lahko bližnji gozd. Večkrat je seveda problem tudi v spremstvu, tako da je čisto v redu, če se poslužujemo najbližjega zunanjega prostora. Lahko je to povsem samostojno učenje otrok, kjer sami prihajajo preko lastnega učenja, učenja z izkušenj do novih spoznanj, lahko je to vodeno učenje. En tak približek učenja na prostem je tudi to, da samo zamenjamo prostor, da nismo zunaj. Jaz se sicer tega ne rada poslužujem, zvezkov načeloma skoraj ne nosimo ven. Nekateri imajo pa tudi to radi, da samo so na svežem zraku. Kakšne so prednosti učenja v naravi? Najprej seveda to, da omogoča realno izkušnjo, taka, ki je učencem blizu. Izboljša tudi fizično, mentalno zdravje, pri učencih poveča motivacijo, hkrati krepi tudi njihovo samozavest. Manj je motenj pozornosti, čeprav mogoče tukaj treba omeniti, da jih je pri tistih učencih, ki imajo s tem težave, mogoče na začetku celo več, kot jih je v učilnici, kjer jih imamo lahko bolj pod kontrolo, ampak učenci se navadijo tega tudi zunanjega prostora in je potem v bistvu tudi za te učence zunanji prostor ena nova oblika, ki jih dodatno motivira. Tako da ta pozornost se jim tudi zunaj se tudi hitro navadijo. Izboljša tudi vedenje učencev, predvsem prek tega, ker veliko dela poteka v skupinah, ker sami prihajajo do rešitev, ker so uspešni malo na drugačen način, kot so mogoče lahko uspešni v učilnici. Omogoča socialni razvoj, spodbuja tudi individualne učne metode, učence veliko spodbujamo, da do rešitev pridajo sami, in pa poveča seveda skrb in odgovornost za okolje. Zakaj pa bi se tega lotili prav pri matematiki?
se mi zdi, da je matematika tista, kjer je še posebej potrebno znanje, pridobivanje znanja skozi izkušnjo. Pri učencih, sploh v prvi triadi, se veliko še srečujemo s tem, da imajo slabše številske predstave, tako da je lahko konkretni material, ki ga najdemo zunaj, tudi tisti, ki krepi tudi te njihove številske predstave, ustvarjalno mišljenje, tudi prostorske oblike, logično mišljenje. To sem že omenila, da je delo v naravi najdemo veliko konkretnega materiala in potem ne potrebujemo niti pripravljati drugega. Potem so pa razne vsebine, kot so orientacija, geometrijske oblike, količine, veličine, so lahko te, ki so v naravi veliko bolj osmišljene, ker jih v bistvu vidimo v konkretnih oblikah. Narava nam omogoča tudi bolj sproščene oblike dela, hkrati potem večja zavzetost otrok in vpliva na njihovo večje zadovoljstvo, na njihovo ustvarjalnost in tudi na njihov dolgotrajni spomin. Zdaj, kot je bilo že omenjeno, jaz sem se pred nedolgo nazaj udeležila enega izobraževanja na Finskem, kjer smo obiskali tudi nekaj šol. Kot sem že prej rekla, na Finskem to je bil edini dan, kjer je bilo sončno, vse ostale dni je bilo slabše vreme, ampak vse dni smo res videli učence, ki so imeli del dneva pouk zunaj in seveda vse odmore tudi zunaj in ves popoldanski čas v okolici šole. Nikjer ni bila nobena specialna učilnica v naravi, ampak običajna dvorišča, zelenice. In tukaj sem zdaj pripravila nekaj, jaz se bom danes osredotočila čisto na konkretne naloge, v bistvu zelo malo teoretične, ampak konkretne naloge, ki jih lahko prenesemo na različne vsebine, na različne razrede, celo na različne predmete. Tako da tukaj te naloge, ki so nam jih oni predstavili, ni nobena vezana na matematiko, se jih pa da tako predrugačiti, da so lahko tudi čisto matematične. Prva je orientiranje v okolici šole s pomočjo preprostega zemljevida. Jaz se tega kar veliko poslužujem, ker hkrati potem tudi učence navajamo, kako se naredi zemljevid, kako se ga uporablja. Na zemljevidu so označene točke in potem na točkah različne naloge. Zdaj, če smo pri matematiki, bodo te naloge matematične, lahko so pa tudi kakšne drugačne. In potem lahko učenci te naloge rešujejo na en poseben list, lahko pritečejo nazaj na bazno točko, pa tam povedo rešitev, hkrati še zagotovimo to, da se učenci pri tem veliko gibajo in hkrati tudi tisti, ki matematike ne obožujejo preveč, pozabijo, da med tem časom še računajo ali pa da med tem časom še rešujejo besedilne naloge. Na tej drugi fotografiji je ena taka velika rjuha, kjer jo oni uporabljajo, tukaj v tem primeru se uporabljajo oni pri pouku finščine. Rjuha ima dve odprtini, ena je v obliki kroga, ena v obliki kvadrata in vsaka odprtina predstavlja drug odgovor. Seveda, kateri odgovor bo to, se bo domislil učitelj. Oni tukaj so se učili veliko in malo začetnico in je predstavljala ena odprtina veliko začetnico, druga malo in potem so se mogli kot cel razred odločiti, tukaj so še tega skupinskega duha krepili, katera rešitev je prava in so potem žogico spravili v tisto luknjo, kjer je bila prava rešitev. Tole je primerno zelo za kakšno kratko utrjevanje, za kakšno uvodno motivacijo. Pri matematiki pa se lahko tukaj, ne vem, jaz sem se spomnila zadnjič, pa smo utrjevali liha pa soda števila, pa so se morali odločiti, a je liho pa sodo število. Lahko bi pa poiskali tudi kakšno drugo idejo. Potem matematične besedilne naloge, te se da res reševati na veliko različnih načinov, v povezavi z gibanjem, v povezavi z naravo. Lahko matematično besedilno nalogo predstavijo konkretno z naravnimi materiali, s tistim, kar najdejo, in potem vsem ostalim pokažejo, kako so si to predstavljali in kakšno rešitev so našli. Lahko jo narišejo, lahko posnamejo video. Na Finskem smo videli, oni od 5. razreda naprej zelo veliko vključujejo tudi razno tehnologijo in jo uporabljajo tudi učenci, tudi v naravi. In so zelo poudarjali to, da ne smemo izključevati, da zdaj, če smo pa v naravi, so pa te stvari prepovedane, ampak da moramo osmisliti. In oni so zelo velikokrat, ali so se posneli, ali so kakšno stvar predstavili prav preko telefonov, ali so jim dali tablice, tako da so povezali tudi te dve stvari.
Štafetno reševanje nalog je tudi malo s športom povezano. Tukaj v tem primeru so oni reševali, to je tukaj na prvi fotografiji, sicer pri njih finščino, no, in so besede, prvi je napisal besedo, drugi je z končnice besed sestavil novo in tako naprej. Jaz sem se zadnjič z učenci igrala pa štafetno matematiko, da so rešili en del naloge je rešil in je pritekel nazaj, podal drugemu in je drugi del rešil drugo nalogo. Tako smo delali tudi lansko leto po Števanko, no, tako da lahko na različne načine v 3. razredu se spomnimo, na kakšen način to rešujemo. Tudi tukaj je motivacija usmerjena povsem drugem kot, tako da je matematika postane zabavna tudi za tiste, ki jim to ni ravno blizu. Zdaj pa mogoče sprehodila sem se skozi matematiko 3 in sem poiskala nekaj idej, kako lahko vključimo učenje v naravi tudi preko Nandeta, preko matematike 3. Razvoj številskih predstav je sicer bolj vezan na 1. razred, ampak najbrž z prakse vemo, da v 2. razredu je še kar veliko učencev, pa še tudi v 3., ki jim to dela težave. Tako da se da v naravi veliko nalog poiskati, kjer se krepijo te številske predstave, preko štetja predmetov, preko prikazanja s prirejanjem, s kamenčki, palčki, listi. Tele plošče, ki jih najdemo najbrž skoraj v okolici vseh šol ali pa razne take manjše plošče, so lahko tudi zelo uporabne. Pri nas vidim matematika, tudi v 9. razredu zadnjič so jih uporabljali in lahko prikazujemo tudi za Števanko, lahko uporabimo tudi za večja števila, pa si s kredo pomagamo in napišemo, pa iščemo predhodnike, naslednike, štejemo naprej, nazaj, gremo po 2, po 3, naprej, nazaj. Zgoraj so različni kamni, na katera lahko napišemo pa tudi večja števila do 1000, s katerimi se potem učenci srečujemo in jih spet uporabimo za različne naloge. Tako da preko prikaza s konkretnim materialom prihajamo šele do grafičnega in šele na to do zapisa z matematičnimi simboli. Potem je tema tudi primerjanje, urejanje, razvrščanje. Razvrščamo lahko različne predmete, ki jih najdejo v naravi v okolici šole in jih razvrščajo v ustrezne skupine in potem preko teh razvrščanj, ki jih delamo, lahko naredimo s pomočjo palic, šele potem rišemo lahko na učne liste, lahko šele potem se gremo iz konkretnega na grafični prikaz. Potem lahko urejamo palice po velikosti, v naravi iščemo, kaj je višje, nižje, kaj je lažje, težje. Potem preko skritega zaklada iščejo, se orientirajo. Reševanje matematičnih problemov sem se že malo prej dotaknila. Torej s pomočjo konkretnega materiala lahko predstavijo tudi gibalno, tudi tukaj so učenci velikokrat kar zelo iznajdljivi, pa nas kar presenetijo. Lahko pa matematične naloge obrnemo tudi okrog, da učenci poiščejo neko situacijo v naravi, nek pojav oziroma lahko sami to situacijo ustvarijo in preko nje oblikujejo matematična vprašanja. Oni sami preko tega sestavijo matematični problem, besedilno nalogo, lahko jo potem reši druga skupina, lahko jo reši ta skupina drugemu. Tukaj na tej fotografiji so si pomagali kar z ogljem in so narisali besedilno nalogo. Vzorci zaporedja, simetrija se pojavijo tudi v 3. razredu. Pripravimo lahko gibalne vzorce, tudi v Nandetu je en tak primer polke in valčka, kjer lahko potem tudi zunaj šole to poskusimo narediti prav gibalno. Potem lahko oblikujemo vzorce iz naravnega materiala, iščemo v naravi simetrijo, simetrične oblike, ki jih je v naravi kar veliko, in jih potem lahko tudi z naravnih materialov oblikujemo. Pri geometrijskih telesih, likih je zelo uporabna dolga vrv in tudi tukaj se lahko zelo fino dela v skupini, da mora skupina, ki dobi dolgo vrv, da morajo vsi držati v dolgo vrv in potem s to vrvjo oblikujejo tisto obliko, tisto geometrijski lik, ki ga mi določimo. Ostali pa potem ugibajo oziroma ugotovijo, če je pravilno.
lahko tudi z like oblikujejo z vrvjo po tleh, lahko sestavljajo like s palicami, naprimer jim damo potem še kakšno nalogo, naprimer koliko trikotnikov, lahko pa oblikuješ z 9 palicami, lahko te naloge tudi drug drugemu postavljajo. Iščejo predmete v naravi, ki prikazujejo, ki so določene geometrijske oblike, tako tudi lahko poiščemo razliko med geometrijskimi telesi, geometrijskimi liki s pomočjo predmetov iz narave. In pa čisto na začetku mogoče, da prav prepoznavajo in poimenujejo tudi te geometrijske oblike v naravi, ki jih najdemo kar veliko. Prikazi sem jih prej na kratko že omenila, da jih lahko oblikujemo, jih lahko s pomočjo vej, z vrvjo, s kredo narišejo in potem notri vstavljajo različne materiale. Tukaj mene učenci vedno kar zelo presenetijo, ker jih nič kaj dosti ne vodim, pa so kar zelo kreativni, kaj vse lahko uporabijo in na kakšne načine vse lahko prikažejo. Seveda se kje pojavijo tudi kakšne napake, ampak tudi tiste napake so potem nam lahko zato, da se tudi iz tistega kaj naučimo. Dolžina, višina spet lahko delamo zelo konkretno, merimo predmete, merimo razdalje med njimi, s koraki, z metrskimi palicami, raznimi drugimi merilnimi instrumenti in potem to izrazimo z merskim številom, potem še z ustrezno mersko enoto. To je kar hvaležna tema, da jo lahko izvedemo zunaj. Potem pa ta zelo pomembna snov 3. razreda je poštevanka. Pri poštevanki je kar nekaj različnih idej, nekaj jih je tudi predstavljenih v 3. delu, v Nandetu, nekaj sem jih pa še tukaj poiskala. Najprej skačem po večkratnikih, nalogo lahko narišemo na tla, večkratnike lahko narišemo s kredo na dvorišče, lahko si pa pripravimo, mi imamo na šoli plastificirane kartončke, ki so potem take malo večje, tako da gre noga gor, ki so potem lahko uporabni za dalj časa in res lahko z njimi naredimo veliko različnih nalog. Naprimer, da jih kartončke razporedimo po tleh in potem damo nalogo, skačeš samo po večkratnikih števila 3. Ali pa že postavljamo razne račune in potem otroci skačejo po pravilnih rezultatih. Zelo podobna je potem tudi tale druga naloga, pokrijem pravi rezultat, kjer potrebujemo ploščo z rezultati poštevanke, zdaj to je lahko na eni veliki rjuhi narisano, da imamo potem za nekaj časa, lahko pa tudi rišemo na dvorišču in pa kartončke, kjer so gor računi poštevanke in potem učenci čim hitreje pokrijejo račune s pravilnimi rezultati. In pa tale druga, ki vas najbrž spominja na tole je pobrano tudi s tujine, ki vas spominja na igro, ki jo učenci poznajo. Tale naloga nima kaj dosti navodil za učence. Pokrijem pravi rezultat je naslov te igre, potem se pa lahko učenci sami si postavljajo lahko račune, v našem primeru bodo najbrž računi poštevanke, lahko bi bili tudi kakšni drugi in potem se znajdejo, kako bodo ta rezultat prikazali. Tukaj so gora števila od 1 do 10 in potem lahko rečemo z nogami, lahko z rokami, prikažejo rezultat te poštevanke. Zdaj pa še nekaj primerov računanja, največ teh primerov je vezanih na seštevanje, nekaj pa lahko tudi z drugimi računskimi operacijami povežemo. Magični številski kvadrati, nekaj podobnega kot sudoku, razporedi naprimer za začetek bolj lahka naloga števila od 1 do 9, tako da bo vsota v vseh smerih enaka, potem pa lahko seveda nadgrajujemo in ta števila ustrezno nadgrajujemo oziroma povečujemo. Lahko to pripravimo na kakšnih lesenih ostankih, lahko spet na kamenje uporabimo, lahko kartončke naredimo, tako da nam za nekaj časa stvari ostanejo. Druga naloga je pa reševanje enačb, kako se jih začnemo učiti. Neznano število nam predstavlja predmet iz narave, lahko so različna neznana števila in potem sestavimo več računov in učenci ugotovijo, za kateri predmet iz narave predstavlja kakšno število. Potem pa lahko to postavljajo račune tudi drug drugemu oziroma skupina sestavi račune enačbe drugi skupini in jim zopet
mora druga skupina ugotoviti, katera neznana števila predstavljajo predmeti iz narave. Tako se potem tudi sami učijo, kako se enačbe nastavi, ne samo kako se jo izračuna. Računanje s poskoki. Mrežo s 25 kvadrati narišemo oziroma jo že imamo kje narisano, spet tako, da lahko na njo po teh kvadratih učenci skačejo in potem gor vpisujemo števila poljubno na poljubna mesta, najprej števila od 0 do 9, potem pa še 15 poljubnih števil, lahko jih tudi omejimo, na primer še 15 števil med 45 in 65. In potem učenci skačejo po 3 poljih, lahko tudi na začetku samo po 2, lahko tudi po večjih in sproti računajo. Tukaj je mogoče ta naloga dobra za takrat, ko se učimo, kako čim bolj spretno računati. Lahko nalogo nadgradimo tudi tako, da en del učencev ne gleda, po katerih poljih je učenec skakal in mora potem ugotoviti, ko izve rezultat, po katerih poljih je skakal. Potem naloga tečem in računam, nekaj podobnega kot štafetna matematika ali pa kot prej, ko sem predstavila reševanje s pomočjo preprostega zemljevida. Račune razporedimo po igrišču, potem pa učenci lahko v skupinah, na listu imajo tabelo, kamor vpisujejo rezultate in morajo priti na vse točke. Jaz si s tole nalogo zelo velikokrat pomagam, takrat, ko vidim, da potrebujemo malo gibalnega odmora, pa hkrati ne bi imeli samo odmora, pa imamo tak gibalni matematični odmor. Pri poštevanki, ko sem v 3. razredu učila, se je tole zelo dobro izkazalo. Tako, jaz sem prišla do konca, se vam zahvaljujem za vašo pozornost, pa z veseljem odgovorim še na kakšno vprašanje, če se pojavi. Petra, hvala lepa. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, zelo dobrodošlo, lahko napišete, lahko tudi dvignete roko, pa vas pustim noter do besede, pa poveste ali pa napišete kaj. Se mi zdi tudi, ko sem gledala vaše komentarje, se mi zdi, da vam takele konkretne ideje lahko zelo res prav pridejo, ki jih res lahko uporabite v razredu. Verjamem, da imate že svojih idej veliko in vsako leto več, ampak vsaka dodatna ideja je dobrodošla. Zdaj, medtem, ko čakamo, če bo kdo postavil kakšno vprašanje, bi pa jaz s vami delila še in bi vam pokazala portale Učim se in učimte oziroma nov portal e-šola. Samo da naštimam, da bom delila. Takole. Portal e-šola je v resnici vstopna stran za nove portale. e-šola.mladinska-knjiga.si. Ko pridete na portal, izgleda nekaj čisto novega, ampak njegova glavna prednost je to, da so na njem združeni vsi portali, ki so bili. In med njimi prehajate takole, da greste na tale kazalček tukaj in greste lahko na izbrane portale. Učenci ne vidijo portala Učimte. Pomeni učenci, ki nimajo učiteljskega nastavitve, da so učitelji, ne vidijo tega Učimte, vidijo samo Učim se in e-učbeniki. Vi vidite pa oboje. Potem, ko se tukaj prijavite lepo, ko vidite, da piše odjava, greste lahko na portal Učimte. Aha, pri meni ne dela, zato ker imam v službi nastavljeno, da ne morem do njega priti, moram malo pogulfati. To pri vas ni težava. Težava, ki se včasih komu zgodi, je, da tukaj kljub temu, da je že prijavljen, piše prijava. Če se to zgodi, brez panike, samo tukaj pogledate, če res piše odjava, drugače pritisnete in se izpiše prijava in ste prijavljeni. In potem dostopate tudi do svojih gradiv. Tisti, ki portalov še ne poznate, na tem portalu Učimte so pripomočki za vas učitelje. Tukaj gor si lahko naložite interaktivna gradiva, ki so enaka kot tiskana gradiva. Poleg tega pa imate tukaj dostopne letne priprave, predloge dnevnih priprav, učne liste dodatne pripomočke, recimo pobarvanke z Nandetom, Nandetovo himno, Nandetovo zgodbo, različne stvari, ki jih pri delu z Nandetovimi gradivi lahko koriste. Potem, če greste na interaktivna gradiva, zdaj ne bom odpirala, da ne bomo predelati zabredali, lahko na samih interaktivnih gradivih imate tudi povezavo na naloge Učim se. Prej, pred združitvijo portalov je bila to včasih težava, ker če ste kliknili na tisto povezavo na nalogo na Učim se,
ste se mogli prijaviti na portal Učim se. Zdaj, ko tam pritisnete, vas takoj prestavi na Učim se in ste brez problema, imate dostop do nalog. Potem, če gremo pa še na Učim se, je pa portal, ki je namenjen predvsem učencem, zelo prav pa lahko pride tudi vam, da lahko z učenci vadite. Tisti, ki imate kdaj kakšno uro prosto ali pa tako, lahko učencem odprete kar svoj profil na Učim se in oni rešujejo naloge. Če kdo, ki je naš uporabnik, še nima dostopa do kateregakoli od teh portalov, napište in vam pošljemo kodo, aktivacijsko kodo dobite in lahko dostopate do gradiv. Naprimer, matematika, 3. razred. Imamo tukaj noter ogromno interaktivnih nalog, ki jih tudi sproti dopolnjujemo in lahko rešujete, recimo, ko se učite števila do 1000, lahko takole s kamni otroci preverjajo, a znajo števila že po vrsti zapisati ali ne. In potem preverijo in dobijo povratno informacijo, da vidijo, da so rešili pravilno ali da so rešili narobe in potem se s tem tudi naučijo. Učenci doma pa se veste, več časa, ko preživijo za računalnikom, bolj so veseli in na ta način ga preživljajo uporabno. Tudi vi kot učitelji lahko učence pozovete, da se združijo v razred, da imajo skupaj, da imajo vsi, so povezani v vaš razred in vi lahko spremljate, kaj so oni naredili. Lahko vidite, ali so rešili določeno nalogo, lahko jim nastavite, katero nalogo morajo rešiti za domačo nalogo in potem, ko jo rešijo, vidite, da so jo rešili, vidite, kdo pri reševanju ni bil uspešen, kdo mogoče potrebuje še več pomoči in tako. Tako da lahko jim date to za domačo nalogo, izpeljete uro v računalniški učilnici. Mislim, da tretješolci so že vsi dovolj podkovani v tem, da bi na računalniku lahko reševali takšne pametne naloge, namesto da rešujejo tiste naloge, tiste igre, ki se igrajo, ki so namenjene predvsem temu, da so zabavne, niso pa poučne. Tako. Toliko na hitro o teh portalih. Tretji portal je pa portal e-učbeniki. To je pa portal, na katerem so interaktivna gradiva, ki so pa namenjena učencem, zato ker učenci do portala Učim te ne smejo imeti dostopa, da ne dobijo dnevnih priprav, učnih listov in tega, da imate to vi za vas, pa lahko učenci do interaktivnih gradiv dostopajo na portalu e-učbeniki. Tudi za recimo 3. razred, matematika, osnovna šola. Zdaj bom takole, Kovačeva kobila je vedno bosa, pri nas v službi to ne dela, da me pa še ven vrgli. No, pač imajo tukaj dostop tudi do teh gradiv za Nandeta in jih lahko listajo, lahko prikažejo rešitve, ne morajo pa takoj prikazati rešitve. To je tudi razlika med portalom, nekateri sprašujete, zakaj ne vidite rešitev. Na portalu Učim te vidite rešitve, na portalu e-učbeniki pa rešitev ne vidite takoj, ker je namenjeno učencem, da morajo nalogo najprej rešiti. Ko jo rešijo, pa lahko potem šele prikažejo rešitev. Če jo ne znajo rešiti, lahko rešitev prikažejo. Ne morajo pa rešitve prikazati takoj, zato da ne goljufajo in ne prepisujejo domače naloge. A vidite, gumb za prikaz rešitve je mrtev, ko pa jaz nalogo rešim, preverim, vidim, da je narobe, potem pa lahko prikažem rešitev. Zato, da učenci vsaj poskusijo rešiti, kakor rešijo sami, kakor ne goljufajo potem vse. Ampak tako vsaj se trudimo, da imajo možnost res sami rešiti, ne pa takoj klikati. Toliko na hitro o portalih. Kot smo rekli, minutke se trudimo, da so kratke, da vi na hitro zveste kaj uporabnega, da ne zapravljamo veliko časa vašega, da dobite pa dobre in uporabne informacije. Z e-minutkami nadaljujemo potem 7. novembra, bodo namenjene spoznavanju okolja, jih bo vodila avtorica Vanja Jovičevič. Lepo povabljeni, vabilo boste tudi dobili, najdeli na Facebook strani, na mailu, in tako ste lepo povabljeni, da se jih udeležite. Do takrat imejte lepe dni. Če imate kakršnakoli vprašanja, kot je Simona objavila vmes, nam pišite na učbeniki@mladinska-knjiga.si, pa vam bomo z veseljem odgovorili, pomagali in najdeli skupno rešitev. In upam, da
bo, tako kot sem prej rekla, Nandetova druščina vedno večja, ker se mi zdi, da z gradivi, v katerih nastopa papagaj Nande, lahko učenci res na aktiven način dosegajo znanje in tako znanje potem tudi ostane. Hvala lepa, lep večer, nasvidenje.